V Šentjurju proslavili dan policije. Začele so se prireditve v okviru poletja v Celju, Knežjem mestu. Z izkupičkom dobrodelne modne revije v Top Fitu bo na morju letovalo vsaj 22 otrok. V Celju izpeljali tretjo etapo kolesarske dirke po Sloveniji. Dober dan, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Slovenska policija praznuje svoj praznik v spomin na spopad z jugoslovansko vojsko, ki se je zgodil 27. junija leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. V oboroženih spopadih je življenje izgubilo 6 policistov, od tega 4 z območja policijske uprave Celje. Ob svojem prazniku so se policisti letos zbrali v Šentjurju, kjer so najzaslužnejšim podelili tudi priznanja. Policisti se ob svojem prazniku vedno spomnijo na leto 1991, ko so odigrali pomembno vlogo v osamosvojitveni vojni. Kjer so naši miličniki z različnimi predhodnimi aktivnostmi v oboroženih spopadih, nekateri tudi za celo svojega življenja, prispevali k razvoju demokratične države. Že takrat se je pokazalo, kako enotna, dobro organizirana in pa visoko motivirana je bila takrat slovenska policija. Žal pa je, sicer kratka, a za vse nas pretresljiva vojna terjala svoj davek tudi med miličniki. Ob tej priložnosti se zato z sočastjo in dolžnim spoštovanjem spominjamo vseh tistih, ki so se borili za skupno prihodnost in zanjo zastavili svoja življenja. Globoko v nas bo zavedno ostal spomin na 6 v vojni umrlih policistov. 4, Marjan Dobelšek, Željko Ernojič, Stanislav Strašek in Bojan Štomberger so bili z našega območja. Policisti so zelo ponosni, da jim ljudje zaupajo. Tudi najnovejše javnomnenjske raziskave dokazujejo, da je poklic policista in policije visoko na lestvici vrednot. Podobno menijo tudi predstavniki lokalnih skupnosti. Moram priznati, da za policijsko postajo Šentjur zelo dobro sodelujemo. Verjamem, da bo tako tudi v bodoče. Delujemo hkrati tudi na preventivnem področju, kar je seveda še bolj pomembno, predvsem v perspektivi in luči mladih ljudi, katerim predstavljamo na nek način policijo kot organ, ne represivni, ampak kot avtoriteto, ki skrbi seveda za našo varnost in za našo dobro počutje. Slovenska policija je tudi zaslužna, da je varnost danes ena od največjih primerjalnih prednosti Slovenije v mednarodnem okolju. To se je pokazalo ob lanski migrantski krizi. Čez Slovenijo je šlo 500 000 ljudi. Brez kakršnihkoli resnih varnostnih izzivov oziroma varnostnih težav. Samo pri nas smo obravnavali preko 20 000 migrantov, številni policisti so bili v kadrovski pomoči na drugih policijskih upravah. Ob zadovoljstvu s preiskovanostjo kriminalitete pa zlasti na območju Celjskega ni tako na nekem drugem področju. Stanje prometne varnosti pa je tisto, kjer ne moremo biti povsem zadovoljni. Že res, da v prometu ni mogoče predvideti števila prometnih nesreč in njihovih posledic. Bolj zaskrbljujoče kot število najhujših prometnih nesreč pa je dejstvo, da je na naših cestah preveč prisoten alkohol. V prihodnjih mesecih bomo napeli vse sile, da bomo aktivnosti na področju cestnega prometa intenzivno usmerili k izsleditvi najhujših kršiteljev. Govornika sta tudi izpostavila zanemarjanje vlaganja v policijo, kar naj bi se zdaj izboljšalo. Lansko leto je bil sprejet temeljni razvojni program, ki nudi neko osnovo za bolj perspektivno opremljanje, vlaganje, tudi kadrovsko popolnitev policijskih enot oziroma celotne policije. Kot je običajno ob tovrstnih priložnostih, so organizatorji podelili tudi priznanja za dolgoletno službovanje in posebne zasluge. Podeljenih je bilo 5 zlatih ščitov. Prijeli so jih Vili Bezjak iz policijske postaje Mozirje, Iztok Pinter in Franc Fon iz Šmarske postaje, Darko Ulaga z Celjske postaje in Damjan Turk iz sektorja kriminalistične policije pri policijski upravi Celje. Podobno kot slavnostni nagovori je bil domoljubno obarvan tudi kulturni program, saj je zasedba Sexta Kord prvič izvedla pesem posvečeno naši skupni državi. Prireditev so začeli in zaključili še glasbeniki v uniformah.
Konec prejšnjega tedna so se v Celju začele prireditve v sklopu letošnjega poletja v Celju, knežjem mestu. Različni organizatorji na številnih prizoriščih v naslednjih 3 mesecih obljubljajo pester nabor prireditev, ki naj bi v poletnih večerih pritegnile pozornost številnih Celjanov in obiskovalcev iz drugih koncev Slovenije. Poletje v Celju je sklop prireditev, ki na celjskih ulicah v poletnih mesecih vabi z raznimi prireditvami in srečanji meščanke in meščane, pa tudi obiskovalce Celja k prijetnemu druženju in preživljanju časa na prostem. Ja, tako je, poletje v Celju, knežjem mestu, zares že teče od 1. junija in teklo bo vse do 31. avgusta. Več prizorišč je, letos smo zelo veseli, ker vključujemo tudi trg celjskih knezov, tako da lahko res rečemo, da bo zaživelo mestno središče. Še ena novost mestnega središča je mestna igralnica na glavnem trgu v sodelovanju s Talimom iz Kidričevega oziroma Krealom iz Kidričevega smo zasnovali zelo simpatično igralnico, sestavljeno iz kakovostnega aluminija, postavljeno pod drevesa, tako da bodo otroci lahko celo poletje, pa če tudi bo sijalo sonce in naj lasije, v prijetni in varni senci. Poleg trga celjskih knezov, pa Krekovega trga, potem glavnega trga, pa trga pred kinom Metropol, izjemno atraktivno prizorišče, poleg Starega gradu seveda tudi mestna plaža. Tako je, vodni stolp in mestna plaža. Mestna plaža zaradi tega, ker seveda privlači oziroma je namenjena otrokom, družinam, ki imajo majhne ali pa recimo malce večje otroke. Tudi letos veliko dogodkov na mestni plaži s poudarkom na glasbenem momentu, tako da vsi tisti, ki cenite ta moment, pridite in seveda obiščite prireditve, ki na plaži tudi letos ne bo tako malo. Kaj pa sodelujoči? Zavod Celja Celje vsako leto seveda povabi tako lokalne ljubiteljske ustvarjalce kulturnega utripa dogajanja po celjskih ulicah, kot seveda tudi ostale, ki v Sloveniji uživajo izjemne oglede. Tako je, že zadnji 2 leti precej pospešeno oziroma gradimo na sodelovanju, torej oziroma vključevanju celjskih ljubiteljskih kulturnikov. Povabimo pa seveda tudi v Sloveniji delujoče ustvarjalce, da nekako popestrijo prireditveno dogajanje v našem mestu. V soboto 18. junija so pri vodnem stolpu pripravili uradno slovesnost ob odprtju poletja v Celju. Na njej se je s svojim letnim koncertom predstavil ekstra band glasbene šole Celje, ki je v goste povabil 2 priznana glasbenika, Lovra Ravbarja, odličnega saksofonista, in Dado Kladenik, izjemno vokalistko. Drugače pa je večino prireditev v sklopu poletja v Celju moč obiskati brezplačno, le za nekatere bo treba plačati vstopnino. Več informacij o bogati poletni ponudbi pa najdete v promocijski knjižici Poletje v Celju 2016, pa tudi v Ticu Celje in na spletni strani Zavoda Celeja Celje. Tradicionalna, dobrodelna, športna, modna revija, ki sta jo skupaj pripravila Center za zdravje in rekreacijo Top Fit ter Lions Klub Mozaik Celje, je odlično uspela. Z zbranimi sredstvi bodo tako letos počitnice omogočili najmanj 22 otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin. Tudi z letošnjo dobrodelno modno revijo, ki so jo v Top Fitu znova že 3. zapored pripravili na svojem vrtu, so zbirali sredstva za počitnice otrok s posebnimi potrebami, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. Z odzivom obiskovalcev, teh je bilo okoli 400, so bili izjemno zadovoljni. Zdi se nam, da je kombinacija zabave in pa dobrodelnosti najboljša kombinacija in zakaj se ne bi imeli lepo, hkrati pa pomagali ljudem, ki so v stiski, ki ne izražajo tega na glas in ki resnično potrebujejo pomoč. Se nam zdi fenomenalno, da lahko polepšamo otrokom poletje in pričaramo res nepozabno morje. V letošnjem letu smo se odločili, da bomo otroke iz socialno ogroženih družin in otroke s posebnimi potrebami poslali na morje, tiste otroke, ki jim starši to ne morejo omogočiti, in smo do zdaj, že do tega trenutka, zbrali že za 22 otrok.
pričakujemo še, to je brez prispevkov, ki so donacijski za vstopnice, tako da mogoče še kakšen donatorski prispevek, ampak v vsakem primeru smo zelo zadovoljne. Zbrali smo tudi sredstva, da bomo otrokom lahko kupili tudi kakšen brisač, okupalke, natikačke, tako da bojo še imeli nekaj za zraven. Vrhunski modni dogodek so popestrila dekleta iz Top Fit tima, ki so s svojimi plesnimi nastopi navdušila obiskovalce. Največ pozornosti je pritegnil nastop skupaj z učenci iz osnovne šole Glazija. Seveda pa so bila v ospredju športna modna oblačila. Današnja modna revija ni klasična modna revija, saj je športna modna revija. Tako da smo izhajali iz tega vidika znamke, ki se ukvarjajo oziroma ki predstavljajo športna oblačila. Izhajali smo iz tega, da smo čim bolj lokalni, čim bolj slovenski. Tako da ja, vse 4 znamke so slovenske in vse 4 znamke so iz Celja. Letošnji odziv na akcijo zbiranja sredstev za počitnice otrok je bil izjemen, saj so lani lahko pomagali 9, letos pa kar 22 otrokom. Tiste, ki jim bodo pomagali, so poiskali s pomočjo Centra za socialno delo in Zveze prijateljev mladine. Knežje mesto je bilo konec prejšnjega tedna gostitelj 3. etape 23. kolesarske dirke po Sloveniji. Štart kronometra s posamičnimi starti v časovnih presledkih je bil na Krekovem trgu, gorski cilj pa na Celjski koči. Iz štartnega prostora pred železniško postajo je kolesarje pot ponesla skozi peš cono po Prešernovi ulici mimo otoka do Medloga in potem po sporedni trasi nazaj skozi podvoz pri pošti, nato mimo skalne kleti in zagrada do Pečovnika ter potem naprej proti Celjski koči, kjer je bil tudi cilj. Po ravninskem delu so tekmovalci sicer na precej različnih mestih menjali kolesa, ki so bila primernejša za naklon 16%, kot je največja strmina pri vzponu na vrh nad Knežjim mestom. Najboljši čas je na koncu skoraj 17 km dolge preizkušnje dosegel Italijan Diego Ulissi iz ekipe Lampre. S časom 28 minut in 23 sekund je s povprečno hitrostjo 35,5 km/h za 4 sekunde ugnal Estonca in prvega favorita Reina Tarameja iz Katjuše. Najboljši slovenski kolesar je bil 10. uvrščeni Jan Tratnik iz ekipe Amplac BMC. Kolesarska dirka po Sloveniji je vsakoletna športna prireditev, mednarodna, ki naš cilj pa je, da je čedalje bolj in je odmevna v tujini. To je tisti, bom rekel, turistični vidik prireditve, cilj, katerega zasledujemo s prihodom teh vrhunskih profesionalnih ekip in pa predvsem kolesarjev, ki že nekaj pomenijo v svetovnem kolesarstvu. Je tudi zanimanje medijev iz tujine boljše, prav tako imajo vsi svoje navijače na Twitterjih, Facebookih, Instagramih, ki dosegajo od 200.000 do milijona in na ta način se promovira Slovenija tudi v svetu in na ta način poskušamo prikazati svoje lepote in tako naprej preko kolesarske dirke. V tej priložnosti se je kar treba zahvaliti mestni občini Celje, ki je odlično se pripravila na ta dogodek. Kronometer je sploh taka disciplina, kjer je potrebno imeti popolno zaporo zaradi varnosti tekmovalcev in je malo drugačna zgodba kot pri skupinskih štartih, ampak mislim, da smo danes vse dobro pravili. Organizacija je bila takšna, kot se za dogodek spodobi. Veliko policistov na motorjih, redarjev, spremljevalnih vozil, tudi mičnih hostes ni manjkalo. Poleg zadimljenega startnega prostora so maloštevilni domači kolesarski navdušenci pogrešali ravno večjo prisotnost svojih someščanov. Ali so imeli kolesarji na etapi, kjer so morali menjati kolesa, kaj težav? Težav večjih niso imeli, razen tistih manjših, ki smo jih sprotno reševali. Kar se tiče menjave kolesa, je to taktika vsake ekipe posebej. So pa take etape bile že in na Tour de Franceu, in na dirki po Španiji, dirki po Italiji, tako da v preteklici se je to že dogajalo. Ali je udeležence morebiti motil gost dim, ki ga je povzročila muzejska lokomotiva? Sigurno jih je motilo na ogrevanju, vendar pa na končni rezultat sigurno ni vplivalo.
Kolesarji so se s Celjem srečali tudi na 4. nedeljski etapi, ki se je začela v Rogaški Slatini, ko so okoli pol dneva obrnili proti Novemu mestu, kjer je bil tudi končni cilj letošnje prireditve. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem popihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do okoli 20. Najvišje dnevne temperature od 27 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno, vroče in soparno, predvsem v soboto popoldne in zvečer pa bodo krajevne vročinske nevihte. Tako vremenska napoved primerna drugemu poletnemu dnevu. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Izkoristite prijetne poletne dni. Seveda pa v našo družbo vabljeni spet jutri. Nasvidenje.